Po 8. členu poslovnika občinskega sveta občine Medvode določa, da prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče bivši župan, vodja pa je najstarejši član občinskega sveta oziroma nekdo, ki ga jaz predlagam, ampak očitno ga nisem. Se pravi, moje ime Iztok Hrastnik, sem iz stranke Mira Cerarja in bo vodil današnjo sejo. Najprej ugotavljamo število navzočih, zdaj imamo 21, ali prav? Prav 21 nas je, tako da ker se je gospod Robas upravičil, pa še en manj. Torej, dnevni red seje ste dobili po pošti. Ta dnevni red je naprej določen po poslovniku občinskega sveta in se ne spreminja, niti se njemu ne razpravlja. Tudi da bi prišli kar na drugo točko, prva točka bo ugotovitev stanja, druga točka je pa poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in za volitve župana. Torej, poročilo bo podala gospa Martina Hren in bi kar prosil, da izvoli, ima besedo. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, najprej vas lepo pozdravljam. Podala vam bom poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta občine Medvode dne 5. oktobra 2014. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na volitvah dne 5. 10. 2014 imelo pravico glasovati 12.986 volivcev. Glasovalo je skupaj 6.443 volivcev ali 49,61% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, od tega 6.438 na voliščih in 5 po pošti. Oddanih je bilo 6.443 glasovnic, od tega je bilo 6.180 veljavnih in 263 neveljavnih. Na podlagi 86. člena zakona o lokalnih volitvah je pripadlo listam kandidatov skupaj 11 mandatov. Izvoljeni so bili v prvi volilni enoti nestrankarska lista za napredek krajev občine Medvode Sašo Šulc, stranka Mira Cerarja SMC Alenka Žavbi Kunavar, GLAM Glas aktivnih Medvoščanov Nejc Smole Cvetka Židan Valjavec, Slovenska demokratska stranka SDS Leon Merjasac. V volilni enoti 2 nestrankarska lista za napredek krajev občine Medvode Stanislav Ulanec, GLAM Glas aktivnih Medvoščanov Vito Klavora. V volilni enoti 3 nestrankarska lista za napredek krajev občine Medvode Matejko Trampuš, stranka Mira Cerarja SMC Luka Kajtna, GLAM Glas aktivnih Medvoščanov Darinka Verovšek, Slovenska demokratska stranka SDS Saša Rožič. Preostalih 12 mandatov se razdeli na ravni občine po 87. členu zakona o lokalnih volitvah. Listam pripada naslednje število mandatov: Nova Slovenija, Krščanski demokrati 2, Desus demokratična stranka upokojencev 2, nestrankarska lista za napredek krajev občine Medvode 2, stranka Mira Cerarja SMC 1, SLS Slovenska ljudska stranka 1, ZKO Zelena koalicija 1, SD Socialni demokrati 1, GLAM Glas aktivnih Medvoščanov 1, Slovenska demokratska stranka SDS 1. Tako so bili izvoljeni še naslednji kandidati. V volilni enoti 1. Nova Slovenija, Krščanski demokrati, Stanko Okoliš. Nestrankarska lista za napredek krajev občine Medvode, Mojca Jeraj. SLS, Slovenska ljudska stranka, Štefan Čebašek. V drugi volilni enoti Desus, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Franc Šušteršič. Stranka Mira Cerarja SMC, Iztok Krasnik. ZKO, Zelena koalicija, Dragan Djukič. SD, Socialni demokrati, Gorazd Šturm. Slovenska demokratska stranka, SDS, Roman Robas. V tretji volilni enoti Nova Slovenija, Krščanski demokrati, Mirko Javršek.
Desus, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Zvonka Hočevar. Nestrankarska lista za napredek krajev občine Medvode, Katarina Galov. Glam, Glas aktivnih Medvoščanov, Ladislav Vidmar. V občinski svet občine Medvode so bili na rednih volitvah dne 5.10.2014 torej izvoljeni: Sašo Šulc, rojen 30.7.1962, Zgornje Pirniče 26. Alenka Žavbi Kunaver, rojena 29.10.1973, Zbilje 61b. Nejc Smole, rojen 21.1.1986, Valburga 26a. Cvetka Židan Valjavec, rojena 12.10.1962, Zgornje Pirniče 83a. Leon Merjasec, rojen 25.2.1969, Spodnje Pirniče 60a. Stanislav Ulanec, rojen 30.4.1954, Spodnja Senica 37. Vito Klavora, rojen 15.7.1983, Cesta na Senico 4M, Medvode. Matejko Trampuš, rojen 21.7.1954, Studenčice 53. Luka Kajtna, rojen 19.2.1983, Preška cesta 16, Medvode. Darinka Verovšek, rojena 22.9.1963, Žlebe 13c. Saša Rožič, rojena 26.8.1951, Škofjeloška cesta 38b, Medvode. Stanko Okoliš, rojen 14.9.1964, Verje 41. Mojca Jeraj, rojena 16.8.1969, Smlednik 7. Štefan Čebašek, rojen 25.9.1960, Verje 50a. Franc Šušteršič, rojen 29.5.1956, Cesta na Svetje 44. Iztok Krasnik, rojen 14.9.1947, Cesta na Svetje 62. Dragan Djukič, rojen 1.11.1955, Cesta na Svetje 3. Gorazd Šturm, rojen 8.5.1965, Ulica Simona Jenka 3. Roman Robas, rojen 15.2.1969, Donova cesta 8. Mirko Javeršek, rojen 17.7.1966, Sora 66. Zvonka Hočevar, rojena 14.6.1958, Bogatajeva ulica 11. Katarina Galov, rojena 7.5.1976, Škofjeloška cesta 26. In Ladislav Vidmar, rojen 14.7.1957, Žlebe 47c. To je bilo poročilo za občinski svet. Sedaj pa še poročilo o izidu rednih volitev župana občine Medvode dne 5. oktobra 2014. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na volitvah dne 5.10.2014 imelo pravico glasovati 12.986 volivcev. Skupaj je glasovalo 6.477 volivcev ali 49,88% vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, od tega 6.472 na voliščih in 5 po pošti. Oddanih je bilo 6.477 glasovnic, od tega je bilo 6.414 veljavnih in 63 neveljavnih. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov: Nejc Smole 3.627 glasov ali 56,55% glasov oddanih na veljavnih glasovnicah. Stanislav Žagar 2.224 glasov ali 34,67% glasov oddanih na veljavnih glasovnicah. Leon Merjasec 340 glasov ali 5,30% glasov
oddanih na veljavnih glasovnicah in Ivo Rep 223 glasov ali 3,48% glasov oddanih na veljavnih glasovnicah. Na podlagi 41. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah je občinska volilna komisija Medvode ugotovila, da je za župana občine Medvode izvoljen Nejc Mole, rojen 21. januarja 1986, Valburga 26a, Smlednik. To so bila moja poročila. Hvala. Vsem. Naslednji sklep. Občinski svet se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu rednih volitev članov občinskega sveta občine Medvode, ki so bile 5. oktobra 2014 in poročilom o izidu rednih volitev za župana občine Medvode, ki so bile tudi 5. oktobra 2014. Kdo je za? Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Prehajamo k tretji točki dnevnega reda, imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditev mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana. 10. člen pravilnika občinskega sveta določa, da na prvi seji svet izmed navzočih članov imenuje tričlansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. To je tako imenovana mandatna komisija. Člane mandatne komisije lahko predlaga vsak član sveta. Za predsednika in člana mandatne komisije predlagam naslednje kandidate. Prvič Vito Klavora za predsednika, drugič Goraš Šturm za člana in tretjič Katarina Galov za članico. Ukolikor so še predlogi za predsednika, prosim, da poveste in jih predložite. Ukolikor ni nobenega novega predloga, prejdimo k imenovanju. Drugi odstavek 10. člena poslovnika občinskega sveta določa, da svet glasuje o predlogih po vrstnem redu, kakor so bili vloženi. Dokler niso imenovani 3 člani komisije, o ostalih predlogih se ne odloča. Torej ugotavljam sklepčnost, sprejem, predlagam naslednji sklep. Torej 22 prisotnih, pa smo že predlagali. Za predsednika mandatne komisije se imenuje Vito Klavora. Prosim, kdo je za? Za. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Naslednji predlog sklepa je za člana mandatne komisije se imenuje Goraš Šturm. Prosim, kdo je za? Ugotavljam, da je sklep sprejet. Naslednji sklep za člana mandatne komisije se imenuje Katarina Galov. Kdo je za? Ugotavljam, da je sklep sprejet. Mandatna komisija je imenovana, zdaj podarjam na 15 minut odmora, da lahko zaseda in spreme te potrditve. Mislim, da bo 15 minut dostne. Mandatna komisija podaja občinskemu svetu poročilo. Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve županov sestavi Vito Klavora predsednik, Goraš Šturm in Katarina Galov člana, se je sestala dne 23.10.2014 ob 18.20 uri v sejni sobi občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12 Medvode in skladno z 11. členom poslovnika občinskega sveta občine Medvode
na podlagi poročila občinske volilne komisije o izidu rednih volitev članov občinskega sveta občine Medvode in potrdil o izvolitvi za članico oziroma člana občinskega sveta občine Medvode, predlaga občinskemu svetu občine Medvode sprejem naslednji predlog odločitev. Predlog ugotovitvenega sklepa. Občinski svet občine Medvode potrjuje mandate naslednjim članicam in članom občinskega sveta občine Medvode. Sašo Šulc, Alenka Žavbi-Kunavar, Nejc Smole, Cvetka Židan-Valjavec, Leon Marjasec, Stanislav Lanec, Vito Klavora, Matejko Trampuš, Luka Kajtna, Darinka Varovšek, Saša Rožič, Stanko Okoliš, Mojca Jeraj, Štefan Čebašek, Franc Šušteršič, Istok Krasnik, Dragan Đukić, Gorazd Šturam, Roman Robas, Mirko Javršek, Zvonka Hočevar, Katarina Galov in Ladislav Vidmar. Obrazložitev. Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana ugotavlja, da so vsi mandati članic in članov občinskega sveta občine Medvode iz poročila občinske volilne komisije o izidu rednih volitev članov občinskega sveta občine Medvode dne 5. oktobra 2014, ki so prejeli potrdilo o izvolitvi občinski svet občine Medvode nesporni, zato predlaga občinskemu svetu, da jih potrdi. Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana je sprejela predlog s 3 glasovi za in nič proti. Hvala. Prehajam na potrditev mandatov članicam in članov občinskega sveta. 11. člen poslovnika občinskega sveta navaja, da svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej. Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste. Ugotavljam sklepčnost. Na predlog mandatne komisije predlagam v sprejem naslednji sklep. Občinski svet občine Medvode potrjuje mandate naslednjim članicam in članom občinskega sveta občine Medvode. Sašo Šulc, Alenka Žavbi-Kunavar, Nejc Smole, Cvetka Židan-Valjavec, Leon Marjasec, Stanislav Lanec, Vito Klavora, Matejko Trampuš, Luka Kajtna, Darinka Varovšek, Saša Rožič, Stanko Okoliš, Mojca Jeraj, Štefan Čebašek, Franc Šušteršič, Istok Krasnik, Dragan Đukić, Gorazd Šturam, Roman Robas, Mirko Javršek, Zvonka Hočevar, Katarina Galov in Ladislav Vidmar. Kdo je za? Ugotavljam, da je sklep sprejet. Čestitam k izvolitvi in se zahvaljujem članicam in članom prejšnjega mandata. Prehajamo k 5. točki dnevnega reda, poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana. Prosim predsednika mandatne komisije, da poda poročilo o pregledu poročila občinske volilne komisije, potrdila o izvolitvi župana ter vsebini in upravičenosti pritožbe kandidata predstavnika kandidature za župana. Mandatna komisija občinskemu svetu podaja poročilo na podlagi se pravi, skladno z 11. členom poslovnika občinskega sveta na podlagi poročila občinske volilne komisije o izidu rednih volitev župana občine Medvode dne 5. oktobra 2014, potrdila o izvolitvi za župana občine Medvode in izjave Nejca Smoleta o izbiri funkcije z dne 23.10.2014 predlaga občinskemu svetu občine v sprejem naslednja dva predloga. Občinski svet občine Medvode na podlagi poročila občinske volilne komisije o izidu rednih volitev župana občine Medvode 5. oktobra 2014 in potrdila o izvolitvi za župana občine Medvode ugotavlja, da je za župana občine Medvode izvoljen Nejc Smole. Obrazložitev. Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana meni, da je izvolitev župana, kot izhaja iz poročila občinske volilne komisije o izidu rednih volitev župana občine Medvode dne 5. oktobra 2014 ter potrdila o izvolitvi nesporna, zato predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagani ugotovitveni sklep. Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana je sprejela predlog s 3 glasovi za in nič glasovi proti. Ter še tretji predlog ugotovitvenega sklepa. Nejcu Smoletu preneha mandat člana občinskega sveta občine Medvode na podlagi njegove izjave o izbiri funkcije z dne 23.10.2014,
ker je bil na rednih volitvah dne 5. oktobra 2014 izvoljen za župana občine Medvode in ker ta funkcija ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta. Občinska volilna komisija izvede nadaljnji postopek v skladu z zakonom o lokalnih volitvah. Mandat preneha s prejemom tega ugotovitvenega sklepa. Obrazložitev: Nejc Smole je bil hkrati izvoljen za člana občinskega sveta in župana. Navedeni funkciji nista združljivi. Nejc Smole je podal izjavo z dne 23.10.2014, iz katere je razvidno, da bo upravljal funkcijo župana občine Medvode, zato komisija za potrditev mandatov člana občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagani ugotovitveni sklep. Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana je sprejela predlog s 3 glasovi za in 0 proti. Prehajam na potrditev mandata župana. Pripravljamo srečnost še vedno 22. Na predlog mandatne komisije predlagam v sprejem naslednji sklep. Občinski svet občine Medvode na podlagi poročila občinske volilne komisije o izidu rednih volitev župana občine Medvode 5. oktobra 2014 in potrdila o izvolitvi za župana občine Medvode ugotavlja, da je za župana občine Medvode izvoljen Nejc Smole. Kdo je za? Ugotavljam, da je sklep sprejet. Na predlog mandatne komisije predlagam sprejem naslednji sklep. Nejcu Smoletu preneha mandat člana občinskega sveta občine Medvode na podlagi njegove izjave o izbiri funkcije z dne 23.7.2014, ker je bil na rednih volitvah dne 5. oktobra 2014 izvoljen za župana občine Medvode in ker ta funkcija ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta. Občinska volilna komisija občine Medvode izvede nadaljnji postopek v skladu z zakonom o lokalnih volitvah. Kdo je za? Ugotavljam, da je sklep sprejet. Mandat preneha s sprejemom tega ugotovitvenega sklepa. 12. člen poslovnika občinskega sveta navaja, da ko še svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novo izvoljen člani in župan, mandat dosedanjim članom in županom pa preneha. Čestitam k izvolitvi in se zahvaljujem dosedanjemu županu Stanislavu Žagarju. Z vodenjem seje bom nadaljeval jaz, novo izvoljen župan, nastopi funkcijo z dnem, ki sledi dnevu konstitutivne seje. Nadaljujemo 6. točko dnevnega reda, to je slovesna prisega župana in njegove govore. Spoštovani, izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in akti občine Medvode. Pri izvrševanju svoje funkcije bom ravnal vestno in odgovorno, v korist in za blaginjo občank in občanov. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. O letni vročini na strme vrhe, da tam si spočijem samotni srce. Je potok izvira v skalovju kladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, v spominu mi je tvoj čar,
te ljubim in bom te vsek dan. In zadnja, ko ura odbila mi bo, pod tvojim obzorjem naj spava telo. Kjer ptički radostno naznanjajo dan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Spoštovane članice in člani občinskega sveta občine Medvode, predsednica in člani občinske volilne komisije, sodelavke in sodelavci, cenjene predstavnice in predstavniki medijev, dragi občani, ki prenos seje spremljate preko televizijskih sprejemnikov. V izjemno čast mi je, da vas lahko pozdravljam in nagovarjam iz tega mesta. Občani so nam ob prazniku demokracije, če lahko volitvam rečem tudi tako, podelili mandat, da skupaj sooblikujemo podobo naše skupnosti v prihodnjih 4 letih. Čas, v katerem prevzemamo krmilo skupnosti, ni lahek čas. Pred nami ne bo 100 dni, da se spoznamo in privadimo drug na drugega. Pred nami je mnogo nalog, ki nas že čakajo. Z mojo občinsko upravo se bomo v prihodnjih dneh seznanili s trenutnim stanjem in skupaj začrtali način dela v prihodnje. Prav dogodki zadnjih 2 dni nas opozarjajo, da je delo občinske uprave vse prej kot monotono sedenje v pisarnah, kjer se odloča o birokratskih podrobnostih. Nasprotno, tek dogodkov tudi od sodobne občinske uprave zahteva takojšnje odzive na dogajanje v skupnosti, pa naj bodo to poplave, ki so nas prizadele v teh dneh, ali težave krajevnih skupnosti, gospodarskih subjektov in občanov. Tako kot pričakujemo odzivnost zaposlenih na občini, pa je prav, da se zavedamo, da delež odgovornosti leži tudi na prav vsakem izmed nas, na slehernem občanu. Lahko bi nekoliko parafraziral citat znanega ameriškega predsednika, za katerega pa se mi mnogokrat zdi, da ga kar nočemo razumeti. In tako, dragi Medvoščani, ne sprašujte se, kaj lahko občina naredi za vas. Vprašajte se, kaj lahko vi naredite za občino. Drzna misel, kaj ne? Skoraj sem prepričan, da je pri marsikomu vzbudila občutek nelagodja in skorajšnje jeze, češ, zakaj pa imamo občino, če ne zato, da dela za nas. Zagotovo. A poglejmo nekoliko globje. Znanstveniki so dognali, da je človeštvo tako uspešno prav zaradi ene same lastnosti, to je zmožnost povezovanja in sodelovanja. In skupnost, občina, ni prav nič drugega kot množica ljudi, ki se je odločila, da želi živeti skupaj, skupaj zadovoljevati svoje potrebe. In tu pridemo do odgovornosti vsakega posameznika. Premalokrat se zavedamo, da smo mi vsi odgovorni za našo skupnost. Prav vsako naše dejanje lahko presojamo tudi skozi prizmo vprašanja, ali s tem pomagam k razvoju moje skupnosti. In tu ne gre le za razvoj v smislu velikih gradbenih in infrastrukturnih projektov. Nasprotno. Gre za tisoče drobnih dejanj, ki skupaj tvorijo celoto. Gre za prijazen in iskren pozdrav sosedu, ko ga zjutraj srečamo na poti v službo. Gre za sodelovanje pri kateri od akcij ali dogodku, ki ga organizirajo naša društva in organizacije. Gre, ne nazadnje, spoštovani kolegi svetniki, tudi zato, da s svojim delom v občinskem svetu vedno zasledujemo cilj skupnega dobra. Večkrat poudarjam, da so časi, ki so pred nami, zahtevni. A po drugi strani je to obdobje tudi obdobje, ko bodo uspevale tiste skupnosti,
ki se bodo znale povezati, tiste, ki bodo znale sodelovati. Spomnim se zgodbe, ki sem jo slišal pred leti. Stari oče je na smrtni postelji k sebi poklical 3 sinove. Ker so bili dninarji, jim veliko ni mogel zapustiti. Tako je prvega sina prosil, da iz kota sobe vzame palico. Ko jo je sin prinesel do postelje, je oče zahteval, da jo zlomi. In res jo je, brez težav. Tudi drugi sin je šel po palico in storil enako. Drugemu je enako sledil še tretji sin. Očeta niso razumeli, a so se na to, na njegovo željo, še enkrat odpravili po nove palice. In ko so jih prinesli k posteli, je oče zahteval, naj jih združijo in poskusijo prelomiti. Nobenemu ni uspelo. To je moja zapuščina vam. Če boste živeli vsak zase, vas bo vsak problem zlomil. Če boste nastopili enotno, ni sile, ki vas bo prelomila. Spoštovani, če bomo delovali enotno, nam tudi zahtevnejše razmere ne morejo priti do živega. Če bomo delovali enotno in v duhu povezovanja, se bodo dobre ideje množile in slaba volja delila. A vse je odvisno od nas, od slehernega občana, od vsakega svetnika občinskega sveta. Vsakokrat se lahko odločimo, kako bomo odreagirali na izziv. Upam, da bomo čim večkrat izbirali pot, ki povezuje. Mnogo del je že opravljenih in poti so že zastavljene. Zato gre iskrena hvala vsem, ki so v preteklosti že pridali svoj del v mozaik naše skupnosti. Na tem mestu gre gotovo zahvala dolgoletnemu županu, gospodu Stanislavu Žagarju, ki je oral ledino ustanavljanja in vodenja občine od njene ustanovitve. Hvala tudi vsem dosedanjim občinskim svetnikom, ki so se po svoji moči trudili sooblikovati podobo naše občine. In ne nazadnje, hvala vsem občanom, ki se ob prilikah in neprilikah trudite za našo skupnost. Ade parvum parvo, modicum superade pusilo, tempore sic parvo magnus acervus erit. Malemu dodaj malo, umirjeno prispevaj neznatnemu, in tako bo čez nekaj časa nastala velika gora. Je bil rek, ki je veljal že med Rimljani. Željo, da bi vsak izmed nas za našo goro prispeval svoj delež, se vam zahvaljujem za izkazano zaupanje, ki ste mi ga podelili na volitvah, in zagotavljam, da se ga bom potrudil upravičiti. Hvala in srečno naprej v nove izzive. Zahvaljujem se županu za spodbudne besede. Mi pa prejdemo k 7. točki dnevnega reda. Imenovanje komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Na mizo ste vsi prejeli usklajen predlog sklepa sestave komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja strani predlagateljev, članic in članov občinskega sveta. 13. člen poslovnika občinskega sveta navaja, da ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih članov predsednika in člane komisije za mandatno vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje delovno telo. V skladu z 31. členom statuta občine Medvode ima komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja predsednika in 6 članov. V komisijo za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja se imenuje predsednica Cveta Židan Valjavec, Zgornje Perinče 83A, člani Matej Kotrampuš, Studenčice 53 Medvode, 2 Alenka Žavbi Kunavar, Zbilje 61B Medvode, 3 Leon Merjasec, Spodnje Perinče 60A Medvode, 4 Stanko Okoliš, Vrje 41 Medvode, 5 Zvonka Kočevar, Bogatajeva ulica 11 Medvode in 6 Dragan Čukič, Cesta na Svetje 3 Medvode. Ukolikor so še predloge za predsednika in člane, prosim, da jih predložite v obliki liste. A je kakšen predlog drugačen? Ni. Torej, prihajamo k glasovanju. Ugotavljamo sklepčnost, se pravi 22 nas je. V sprejem predlagam naslednji sklep. V komisijo za mandatno vprašanje. 21, pardon. Pardon, ja, župana smo prišli. V sprejem predlagam naslednji sklep. V komisijo za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja se imenuje predsednica Cvetka Židan Valjavec, Zgornje Perinče 83A, člani Matej Kotrampuš, Studenčice 53, Alenka Žavbi Kunavar, Zbilje 61B,
Leon Merjasec, Spodnje Perenče 60A, Stanko Okoliš, Vrija 41, Zvonka Hočevar, Bogatajeva ulica 11 in Dragan Čupič, Cesta na Cvetje 3. Želi kdo obrazložitev glasu? Ni nobenega. Kdo je za? Zahvaljujem se vam za uspešno zaključena prva konstitutivna seja. Ja, to je vaše.